Letošnja drobtinica je v večini krajev v Sloveniji potekala v soboto 15. oktobra v dopoldanskih urah, ko so prostovoljci in mladi člani Rdečega križa na stojnicah v središčih mest in krajev ter v nakupovalnih centrih Mercatorja in Tuša ponujali kruh in pekovske izdelke ter delili promocijska gradiva in tako spodbujali solidarnost do socialno šibkejših, tokrat osnovnošolske mladine. 33 v kampanji sodelujočih območnih združenj Rdečega križa Slovenije je s pomočjo obiskovalcev dobrodelnih tržnic zbiralo prostovoljne prispevke, ki bodo namenjeni izključno plačilu toplih obrokov za socialno ogrožene šoloobvezne otroke v okoljih, kjer se kampanja izvaja. Drobtinica ne bi bila mogoča brez pomoči glavnega donatorja podjetja Mercator, ki je ponovno izkazal veliko mero družbene odgovornosti in solidarnosti do socialno ogroženih osnovnošolskih otrok. Svetovni dan hrane je bil v Rdečem križu Slovenije zaznamovan tudi z dejavnostmi, kot so predavanja in delavnice o zdravi prehrani, likovne delavnice in natečaji, pohodi, dodatne aktivnosti za brezdomce in številne druge. Na več kot 40 stojnicah v okviru drobtinice po Sloveniji se je zbralo več kot 25.000 evrov. Za podporo kampanji gre zahvala vsem sekretarkam in sekretarjem 33 območnih združenj Rdečega križa Slovenije, ki izvajajo drobtinico, ter več kot 300 prostovoljkam ter prostovoljcem in mladim članom ter njihovim mentoricam za trud in energijo. Zahvala seveda velja tudi vsem, ki so po svojih najboljših močeh prispevali k uspehu letošnje drobtinice. Predvsem pa največja zahvala v imenu otrok, ki bodo deležni toplih obrokov. Drobtinica je na Konjiškem in v bližnji okolici prav tako dala lepo pogačo. Stkana je bila z delom in z dobrodelnostjo vseh, ki so sodelovali, donatorjev pekov, mladih prostovoljcev Rdečega križa iz osnovnih šol in dijakov, prostovoljcev Rdečega križa iz Slovenskih Konjic, Loč, Zreč, Vitanja, Draže vasi, z Belovega, ki so pomagali na stojnicah ali vozili kruh na stojnice. Da je 11. drobtinica v resnici uspela, priča tudi podatek, da je letos bilo zbranega denarja za 1350 brezplačnih kosil, kar v denarju pomeni 2890 evrov. Posebnost letošnje drobtinice so prav gotovo gimnazijci, ki so se pridružili akciji in so pekli kostanj v zameno za prostovoljne prispevke. Zbrali so za 36 brezplačnih kosil, ki se bodo razdelila med vse šole na Konjiškem. Stojnico v Konjicah je obiskal tudi župan Miran Gorinšek, ki je že vsa leta, odkar opravlja to funkcijo, zvest podpornik te akcije. Pridružila se jim je tudi ravnateljica osnovne šole ob Dravinji Nevenka Brnik. Na stojnici njenih osnovnošolcev so zbrali za 258 toplih obrokov, pri Tušu pa so osnovnošolci iz osnovne šole pod goro zbrali za 220 toplih obrokov. Tudi v Zrečah so na obeh stojnicah zbrali prispevkov za 476 obrokov. Obe stojnici je obiskal ravnatelj Ivo Olub, kar je zagotovo spodbuda mladim prostovoljcem, ki so sobotno jutro namenili dobrodelnosti v korist sošolcem, ki bodo deležni brezplačnih kosil. V Vitanju pa so na stojnici zbrali prostovoljnih prispevkov za 158 toplih obrokov njihove osnovnošolske mladine. V Ločah so bili prav tako uspešni. Ne navsezadnje zaradi tega, ker mladi prostovoljci kruha ne ponujajo le na stojnicah, ampak ga prinesejo tudi na dom. Učenci osnovne šole Loče s košarico s kruhom pozvonijo po okoliških stanovanjih in izkušnje iz preteklih let so se tudi letos izkazale kot dobre, saj so letos zbrali za kar 238 brezplačnih kosil. Ta trenutek še aktualni ravnatelj osnovne šole Loče Franjo Šegel se je pripeljal iz Dramelj in tako izkazal spoštovanje svojim učencem in mentorici Rdečega križa. Kruh so darovali grajske pekarne Mercator, kruh iz dedkove pekarne Draža vas, pekarna Težak Zreče, pekarna Bane Zreče, pekarna Žvajkrat z Belovo, Društvo kmečkih žena Zarja Slovenske Konjice Loče in Zreče, Društvo kmečkih žena Lipa Vitanje, pekarna Strnad Oplotnica, kruh iz Milkine peči Slovenske Konjice, pekarna Stari trg Slovenske Konjice, pekarna Ob potoku Slovenske Konjice, pekarna Boč Draža vas in pekarna Klasje Celje.